Tako pred novo reformo smo, treba jo bo začeti pripravljati. Vemo, v pokojninskem sistemu velja načelo predvidevanja, da ljudje vedo, kaj jih čaka, da ni potem šokov in masovnih upokojevanj, ko se kar naenkrat podaljša starostna upokojitev. Gospod Papež, kaj si vi kot vodja pokojninske blagajne želite, da ta reforma prinese Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Da se pravočasno začne pripravljati, kot gospa Jerkičeva rekla, bela knjiga je dobra usmeritev, tudi je samo malo potreba dodelati. Vemo, v kateri smeri se bomo največ pogovarjali, o zvišanju starosti, dobi in tudi obdobju za izračun pokojninske osnove, to bojo glavne zadeve. Bistveno pa pri reformi, da ne bo spet potem naglice in na koncu, da ko bo sprejeta, bo naslednji dan začela veljati. In tukaj je pomembno zaradi varnosti ljudi, da se lahko v miru pripravijo, kdaj se bojo pokojili, ne pa v decembru se je ponavadi dogajalo, da so se mogli odločati in nekateri se niso pravilno. In po 35-40 letih se pravi, jim pripada, se pravi, da jim omogoči država en miren prehod. Zelo pomembna pa so tudi daljša prehodna obdobja. Gospod Ribič, torej začenja se še v vašem mandatu, čeprav se končuje že ta prva priprava, čeprav razumem strokovno skupino. Kaj bi bile po vašem prioritete te reforme? Kaj je treba najbolj urgentno urediti? Glavna prioriteta je sigurno narediti sistem transparenten in pa enostaven. Ker pridobiti moramo zaupanje ljudi v pokojninski sistem. Samo z zaupanjem jih bomo tudi lahko potem motivirali, da bodo plačevali tudi v drugi steber. Kar je pa še zelo pomembno pri pokojninski reformi, in to je to, ko sem rekla, da je potrebno stvari gledati širše, je to, da moramo omogočiti mladim čim prejšnji prehod na trg dela in da čim prej postanejo tudi vplačniki v pokojninsko blagajno in pa glede starejših delavcev, da jih čim dlje obdržimo na trgu dela. O tem, kar smo vse govorili, treba pa bo najti soglasje, tudi sindikati in delodajalci. Gospa Jerkič, pri čem boste tudi pri naslednji reformi vztrajali sindikati? No, zdaj zaenkrat pri tem, da bo storjena res v socialnem dialogu in ta reforma se še ni začela, če je bilo mišljeno zares, da bo to usklajeno s socialnimi partnerji, ker mi v njej ne vemo ničesar. Tisto, na kar bomo pazili, bomo pa zagotovo na to, da bo sistem vzdržen, da bojo pokojnine dostojne in zagotovljene, predvsem pa, da se res izenačijo vse skupine prebivalstva na način, da na enake dele prispevamo v pokojninsko blagajno. Jaz seveda moram omeniti še enkrat to, da bi bilo ponovno treba uvesti enako participiranje delavcev in delodajalcev. To, da smo edina država, kjer delodajalci plačujejo nižji prispevek od delavcev, ni v redu. To je bila ena od začasnih rešitev, ki je prerasla v trajno, in če te rešitve ne bi bilo, potem tudi doplačil iz državnega proračuna ne bi bilo treba. Gospod Ivanc, bi gospodarstvo popustilo pri tem, da bi izenačili odstotek vplačil? Ne, s tem se seveda ne strinjamo. Vseeno mislimo, da na koncu praktično to ne bi pomenilo neke hude spremembe pri samih bruto plačah. Vsekakor bi se to razmerje potem s časoma uravnovesilo. Ne vidimo nekega razloga, zakaj bi to bilo smiselno. Konec koncev naš fokus mora biti, kot je rekla že gospa Ribič, čim prej v bistvu spodbuditi mlade z bonusi, da se v bistvu vstopijo na trg dela, z bonusi, hkrati kot jih imamo že sedaj, spodbujamo zaposlene, da ostajajo na trgu dela. Hkrati bi pa mogoče vseeno povedala eno pozitivno stvar, ki se mogoče ne zavedamo v Sloveniji, da še vedno delovno aktivno prebivalstvo v Slovenijo se priseljuje. Zgolj Slovenija in Črna Gora sta dve od držav bivše Jugoslavije, kjer se v bistvu ljudje priseljujejo, medtem ko imajo druge države s temi veliki izzivi in tudi te novi zaposleni prispevajo v bistvu v pokojninsko blagajno za aktualno generacijo. Tako da ni vse tako črno. Da se pa same reforme tiče, bi pa samo to povedal, jaz ne maram uporabljati zopet besedo reforma, mogoče z enostavnimi neki avtomatskimi stabilizatorji, kot jih pozna 2/3 držav OECD-ja, bi naredili zelo veliko. Po domače povedano, avtomatski stabilizator pomeni, da so zraven neki demografski parametri, kjer je v bistvu vključena tudi finančna vzdržnost in da se na osnovi tega v bistvu opredeljujejo pogoji upokojevanja prihodnjih generacij. Zdaj ste šli že kar globoko v sistem, zato bo čas na pogajanjih, ampak zdi se, gospod Tominšek, da bo težko najti soglasje, je pa nujno, ne? Seveda, pa upam, da bo pri tej reformi tudi večjo besedo imela upokojena generacija. Mi namreč nismo udeleženci ekonomsko-socialnega sveta. To je eno, kar želim. Drugo, želim, da bomo nehali samo govoriti deklarativno, kaj so dostojne pokojnine, ampak da bomo na konkretnih
višinah videli in se vprašali, a je to dostojno, to smo danes poslušali. In tretje, bi prosila, potem ne bomo imeli toliko novel, da nam ne bo zmanjkala abeceda, kot jih imamo zdaj. Ne? To se pravi, da spoštujemo res in upoštevamo stroko. In zavedajmo se, to moram povedati jasno in glasno, zavedamo se, ker je en edini izvajalec, Mladi morajo priti do besede. je Zavod za pokojninsko, da je tam velik del strokovnjakov in upoštevajmo jih. Hvala. Gospod Lavtar, kaj si želite mladi? Vsak naj razmišlja svojo glavo. Jaz mislim, da priložnosti bo veliko tudi sprememb in naj jih vsak dobro izkoristi. Hvala lepa vsem za razpravo v studiu, hvala tudi vam, da ste bili z nami. Vse, kar so o slovenskem pokojninskem labirintu še zbrali naši preiskovalci, najdete tudi na spletni strani Ekstravizorja. Lep preostanek večera.